Od dne, ko je ta državni zbor z 51 glasovi zavrnil vladni predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma do nove popravljene različice, ki jo je vlada poslala ponovno v državni zbor, ni minil niti en mesec. V tej popravljeni različici res, da ni več tega, da bi lahko inšpektorji vstopali v vaše domove brez sodnega naloga, je pa ostalo vse ostalo. Še vedno bi imel predstojnik državnega urada, Urada za preprečevanje pranja denarja, dostop do praktično vseh baz podatkov v tej državi. Pravosodni minister bi lahko določil, koga se bo preiskovalo, koga ne, in zbirala bi se neka neverjetna megabaza podatkov o praktično vsakem državljanu te države. Še enkrat poudarjam, da je bitka proti pranju denarja in seveda tudi financiranju terorizma ključna in pomembna, ampak to, da se daje eni osebi, in to je direktor Urada za preprečevanje pranja denarja, tako velika, obsežna in neomejena pooblastila, je nekaj, kar ni sprejemljivo za nobeno vlado. Ko pa govorimo o tem, da bi en mesec pred volitvami takšna pooblastila dobil nekdo, ki ga je skadrovala trenutna vlada, ki je zelo aktivno v zadnjih 2 letih podredila praktično vse institucije v tej državi, je pa nezaslišano.